Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci. Počasi se pričenja praznovanje občine Zagorje. Dogodkov, ki bodo popestrili dogajanje, bo precej za vsak okus nekaj. Nekaj o aktualnih vprašanjih pa bo odgovoril župan občine Zagorje ob Savi, gospod Matjaž Fagan. Gospod župan, pozdravljeni v studiu televizije ETV. Pozdravljeni in hvala za vaše povabilo in tudi lep pozdrav vašim gledalkam in gledalcem. Od zadnjega občinskega praznika se je v zagorski občini marsikaj spremenilo, marsikaj se še spreminja. Trenutno je verjetno najbolj na udaru izgradnja kolesarske steze Zagorje-Orehovica. Kakšna je trenutna situacija in seveda ali dela potekajo po načrtu? Ja, lahko rečem, da ta kolesarska steza je kar povzročala veliko težav v preteklosti. Nenazadnje dobiti nekaj manj kot 100 soglasij lastnikov zemljišč je to misija nemogoče, ampak tukaj lahko gre ponovno zahvala vsem tistim, ki so sprejeli in dali zemljo ta projekt za širši projekt lokalne skupnosti. Samo hvala. Seveda tudi v času izgradnje veliko problemov, izmišljenih zgodb, kar je sestavni del vsake zgodbe, ki jo počnemo, da lahko kdo komentira pozitivno, nekdo negativno. Seveda je pa zanimivo, da iz dneva v dan dobivamo več pohval, kot smo dobivali v preteklosti, ko kolesarska steza dobiva svojo podobo, ki je popolnoma spremenila vhod v Zagorsko dolino in vožnjo skozi celotno občino. In sam moram reči, da sem izredno zadovoljen, da ta kolesarska steza, poimenovana po Primožu Rogliču, ne je bila dokončana do konec meseca septembra, v letošnjem letu tudi uporabno dovoljenje, in to bo sigurno ena velika dodana vrednost tako za športno rekreativno dejavnost, predvsem s poudarkom za varnost na cesti, ker vemo, da gre dnevno od 8 do 10 tisoč avtomobilov in biti kolesar ali pešec v preteklosti je bilo to dobesedno smrtno nevarno. Seveda očitkov je veliko, zakaj so te prehodi čez cesto. Seveda druge možnosti, variante ni bilo. Potrebno bo še vedno previdnost na posameznih odsekih, ampak kot sem rekel, sigurno bodo generacije za nami rekle, da smo naredili nemogoče glede na konfiguracijo, s katero smo se ukvarjali v preteklosti, v sedanjosti in smo tudi v prihodnosti, tako da bo v letošnjem letu ta projekt tudi zaključen. Na nekaterih odsekih je kolesarska steza že prav lepa. Talne oznake, ograje, stvari, ki dajo kolesarski stezi že tisti svoj dokončen videz. Nekako po zagotovilih občin in izvajalcev naj bi bila steza uradno predana v uporabo konec septembra, začetku oktobra. Se pripravlja v tem času od uradne otvoritve kakšen poseben dogodek? Vsekakor. Pri zadnjem sprejemu našega častnega občana in evropskega svetovnega junaka Primoža Rogliča sem tudi z njim opravil pogovor in seveda povedal je, da si bo takrat vzel čas in s ponosom in veseljem prišel v našo dolino in tudi naša želja je, da je Primož otvori seveda z dogodkom. Bomo pa sigurno v času izgradnje in tudi v prihodnje še dodajali dodano vrednost tej kolesarski stezi, tudi za točko poimenovano po Primožu Rogliču, ki smo jo že zastavili v smislu same vsebine in bomo tudi v prihodnje nadgrajevali, kot za postajališči, kot lahko vidimo na Izlakah, s postavitvijo novih kolesarskih postaj za električna kolesa, kot vsekakor je pa naša želja, da se ta kolesarska steza potem kot državna kolesarska steza potem naveže na Trojane,
mogoče celo s tunelom potem na staro cesto proti Vranskim oziroma proti Domžalam. Tako da te idejne zasnove se ustvarjajo in sigurno bo to en velik dobrobit za našo občino. Investicije so stalnica občine Zagorje. Trenutno poteka tudi prenova regionalne ceste skozi Kisovec, ki sicer je v domeni države, vendar planirana izvedba del je nekako v zaključku letošnjega leta. Dela so v teku, pa se izvajalci držijo predpisanih rokov oziroma ali pričakujete kakšne težave ob samem zaključku? Ne, jaz mislim, da kakorkoli že so kritike zaradi izgradnje 3 mostov, ki so v okviru krajevne skupnosti Izlake, kot tudi kritike na račun izgradnje ceste skozi Kisove zaradi semaforjev. Jaz popolnoma razumem moje občanke in občane in tiste, ki so dnevno na migraciji proti Ljubljani, da vsaka minuta šteje. Dela potekajo kvalitetno v skladu z pogodbo. Seveda največji problem je bil ta prvi rondo, kajti vemo, da asfaltne baze v določenem obdobju ne obratuje, zato tudi rondo ni bil odprt, kot bi moral biti odprt. Vemo pa, da to ni samo investicija države, da država financira samo do roba cestišča, kar se tiče pa potem varnih poti in pa ostale infrastrukture, je pa sofinanciarski sporazum, ki gre pa iz naslova občinskega proračuna, tako da pri sami investiciji naj bi okrog 20% zagotovila lokalna skupnost in tukaj je bil skupni dogovor, da smo do te investicije prišli na pobudo občine. Res je, da ga za 3 rondoje, kar pomeni, da se promet upočasni skozi Kisovec, drugo pa, da je boljša komunikacija prek teh stranskih povezav, tako na račun gospodarske dejavnosti, kot tudi povezave ostalih krajevnih skupnosti na ta avtocestni križ Ljubljana-Maribor. Tretja večja investicija, ki je v Zagorju, pa prenova železniške postaje Zagorje. Zgorjanke, Zgorjani verjetno z veliko nestrpnostjo pričakujejo zaključek teh del, ki pa so nekako v polnem razmahu. Postavljen je že most čez tire. Ali to nekako nakazuje skorajšen zaključek? Ja, to je res zelo velika investicija, okrog 25 milijonov evrov iz naslova Ministrstva za infrastrukturo. To bo železniška postaja, ki bo imela nadhod. Mi smo seveda želeli, da bi bil podhod, vendar zaradi stoletnih voda in mogoče nekoč v bodočnosti ne bi se gradile tudi hidroelektrarne na srednji Savi, če se bodo. Ta podhod ni bil možen, tako da s tem nadhodom, ki bo sigurno malo podaljšal pot na drugo stran perona, ampak predvsem je tukaj potrebno reči, da je potrebna varnost in zato se tudi ta železniška postaja tako gradi. Pridobivamo več parkirišč, tako da bo tudi sam ta vstop v občino Zagorje ob Savi se polepšal in s tem tudi celotna Zagorska dolina, ki je en vzorčen primer, kako pridobivati državna, evropska sredstva iz občinskega proračuna in moram reči suvereno, da leto 2022 oziroma 2023 podiramo rekorde na področju investicij v zadnjih 32 letih, tako da je to leto sigurno ali pa to obdobje eno izmed najuspešnejših. Ampak omenili ste parkirišča. Potniki se izredno pritožujejo nad neusklajenostjo prihodov vlakov in pa odhodov avtobusov iz železniške postaje proti Zagorju. Verjetno tudi iz tega razloga parkirišče v Podvinah ni zaživelo v taki obliki, kot je bilo prvotno mišljeno.
Mi smo kar nekaj pohval dobili zaradi tega parkirišča, seveda marsikdo bi pričakoval, da bo več avtomobilov na tej točki, ampak kakorkoli že, ljudje so našli druge variante. Kar se tiče voznega reda, mi opozarjamo, da je potrebno uskladiti tako prihod kot odhod avtobusa iz železniške postaje. Tudi sam grem večkrat po sina, ko vidim, kako avtobus odpelje, ampak ga razumem, ker ima tudi svoj vozni red, ker vlak zamuja ali kakšna druga situacija. Ampak to je že tisto, ko lahko župan opozarja, kot so me večkrat tudi klicarili ali me še kličejo, zakaj kakšna zelena luč prekratko sveti. Moram reči, da to ni stvar tudi ne izvajalca, ne lokalne skupnosti, ampak je to države, ker imaš drugo inštitucijo. Ampak razumem, da ljudje na koncu v županu in v občini vidijo osebo, ki lahko pomaga, rešuje, ampak vse mogočni nismo, ampak kot sem rekel, gremo pa v pravo pozitivno smer. Pa gremo malce na področje športa. Pred dnevi ste odprli prenovljeni športni park Proletarec. Koliko časa je bilo potrebno za to prenovo in pa seveda komu je namenjen? Res je bil enkraten dogodek. Stvari so se nam zelo dobro poklopile, kajti Lea Bertelme, vemo, kapetanka, da je tudi ženska košarkarska ekipa do 18 let so postali evropski prvakinje in se je odzvala moje pobudi in želji, da tudi to igrišče otvori. In zelo jasen signal je, da je to področje namenjeno vsem generacijam, predvsem košarkarsko igrišče zahvala tudi Društvo košarkarskega kluba Zagorje, ki je praznoval lani 70-letnico in pa, kot lahko vidite iz vsebine, res od najmlajših pa do najstarejših. In mi želimo vsemi temi investicijami čim več mladih in pa tudi vse generacije spraviti iz negativne energije, ki jo poslušamo pred televizijo, ali vsakodnevno večurno gledanje v družbeno omrežje ali v ekran televizije ali računalnika ali tablic, prekiniti, in s tem moram reči, da nam kar dokaj uspeva, predvsem pa tudi z Europarkom, kjer lahko rečem, kritike, ki so bile, ko smo gradili, kdo bo pa to koristil, se je danes pokazala kot ena izmed najuspešnejših naložb in predvsem druženja, ki ga želimo ustvarjati v občini Zagorje ob Savi, ker želimo, da praznujemo 365 dni v letu. Omenili ste Europark. Kompleks Europark je v stalnem razvoju. K temu kompleksu spada tudi Ciljnica Trails. Dogodek, ki tekmovalno je tudi mednarodna udeležba. Se pravi, celoten razvoj kompleksa Europark se ni ustavil, se gradi še naprej. Kaj lahko v prihodnosti še pričakujemo v Europarku, poleg seveda vseh novih igral in pa športnih rekvizitov, ki so na voljo občankam in občanom? Sigurno je Ciljnica postavlja tudi Europark na tem področju, na ta evropski zemljevid. Vemo, da ko imajo enkrat na leto tekmovanje, seveda pa tudi tedensko prihaja tudi iz ostalih okolij v področje Europarka. Zahvala klubu Zagorje, ki je prostovoljno in pa s podporo tudi lokalne skupnosti naredil res enkratno progo oziroma več prog. Mi smo dogradili Europark s fitnessom na prostem, z dodatnimi igrali in tudi simbolično ne bi to odprli v soboto, ko je Zagorska noč v dopoldanskem času za skupino Čuki za naše najmlajše. Žal smo hoteli že prej, ampak vremenske neprilike so to nam onemogočale. Mi imamo program tudi za naprej, kako to nadgrajevati, in sigurno v prihodnosti bo ta park še dobil dodano vrednost
predvsem po druženju in pa športno-kreativni dejavnosti, kajti vemo, da iz dneva v dan je več ljudi v naravi in kot pa sem že uvodoma rekel, Europark je res eno stitišče kar osrednjega dela Slovenije. Kultura kot eno izmed gonil življenja v zagorski občini je stalnica naših pogovorov. V lanskem letu se je odprla nova galerija Medija, ki pa je prinesla nekaj novega. Kaj je to? Sigurno ta galerija Medija, kdo razstavlja v tej galeriji, mu gre tudi v referenco samih evropskih razstav. Prej teh pogojev nismo v Zagorju imeli, tako da slikarska kolonija, ki je tudi v letošnjem letu praznovala in praznuje svojo 60-letnico, je dobila kot en poklon lokalne skupnosti vsem tistim, ki so ustvarjali in ki so danes tudi gonilna sila slikarske kolonije, ki je v večini financira občina Zagorje ob Savi, in to je tudi naš ponos Zagorske doline. In tudi na kulturnem področju smo odprli nove prostore knjižnice za najmlajše populacije, ker se je število pisnin tudi povečalo. Tudi v lanskem letu vemo nove naprave svetlobne v Delavskem domu Zagorje, tako da skušamo na vseh področjih enakomerno se razvijati in pravim, da vsaka občanka je kamček mozaiku te uspešne zagorske zgodbe o uspehu in s tem ciljem in načrti tudi delujemo, tako v sedanjosti bomo tudi v prihodnje in kultura je zelo pomembna točka v našem programu. Poleg te nove galerije Medija je pa postavljena tudi ulična galerija na Zagorski promenadi. Kako ste zadovoljni s to galerijo? Ja, tukaj moram reči, ker vi oddajo vodite, tudi hvala vam za sodelovanje pri tej ideji in tudi pri oblikovanju vsebine, pravi, da tudi včasih povemo, kdo stoji za posameznimi projekti. To je že tretja razstava, ki je namenjena Prešernovim nagrajencem, ki so ustvarjali v teh 60 letih v okviru slikarske kolonije Zagorje. Prej smo imeli fotografije pokojnega dr. Janeza Drnovška, ki je 15 let od smrti našega častnega občana, kjer imamo tudi kip in pa park poimenovan po njemu. No, še prej pa stare fotografije z nekakšno novo podobo občine in s temi razstavami bomo nadaljevali tudi v prihodnje in so ljudje zelo pozitivno sprejeli tudi to novo idejo in pa novo svežino v naši občini. Pa se ozriva še malce v prihodnost. Na gospodarskem področju je bil objavljen prvi razpis sklada za pravični prehod. V občini Zagorje naj bi se pretežen del sredstev iz tega razpisa, iz sklada, namenil izgradnji obrtno-industrijske cone 2 v Kisovcu. Koliko sredstev bo temu namenjeno oziroma je temu namenjeno in pa seveda, ali že imate investitorja za prve posege v tej obrtno-industrijski coni? Ja, mi smo izvedli javni razpis za prodajo tega zemljišča v skladu z zakonom, tako da ponudnik je bil eden, to je družba Skiti iz Kisovca, ki je tudi postala že lastnik tega zemljišča. V okviru pravičnega prehoda je za vse 3 občine namenjeno za opremljanje komunalnih con, industrijskih con, za komunalno ureditev teh 10 milijonov, ki jih bo potrebno porazdeliti znotraj posamezne občine. Tukaj ne vidim razlogov, da se ne bi dogovorili glede na določene predračune in pa vizijo, ki jo imamo. V Zagorju je ta projekt vključno z neposredno spodbudo, da Kemijski inštitut vzpostavi v Zagorju
brezoglični center, gre za investicijo okrog 32 milijonov evrov, kar pomeni, da naj bi, kot sem že večkrat povedal, ta center bil, kakršen ga ni od Münchna do Aten, in bo sigurno še prilika, kjer bodo ne politiki, ampak strokovnjaki predstavili, kaj to pomeni za občino Zagorje, ki jo bo postavilo, če bo do tega prišlo, na svetovni zemljevid. Ampak kot sem rekel, politiki ustvarjamo pogoje, stroka pa naj pove, kako, na kakšen način, ker znamo prevečkrat tudi pretiravati okrog tega, ampak to, kar sem do zdaj povedal, moram reči, da stvari popolnoma stojijo. In seveda celotna zgodba naj bi bila zaključena do konec leta 2024. Seveda danes dajati kakšne obljube, ali bo to res ali ne bo, kako, na kakšen način v to smer gremo, ampak zaenkrat bi rekel, da to bo. Sigurno bom rekel takrat, ko bodo papiri in pa stvari urejene tako, kot morajo biti. Vsekakor pa gremo v pozitivno smer, kot sem danes že večkrat uporabil to besedo v tem intervjuju. In veste, pri vseh takšnih investicijah in pridobivanju takšnih investicij so pomembne tudi investicije v infrastrukturo. Tudi ta investicija v galerijo, ki so pisali v teh dneh, da je zmanjkalo denarja med Zagorjem in Litijo, ki galerija na tej regionalni cesti, da naj bi se ustavila, ko nekdo ne piše, ne, in potem vsi skočimo v luft in verjamemo, preden bi preverili, ta investicija gre naprej. Investicija ne bi znašala okrog 7 milijonov evrov, ker tudi in so tudi vlada je prepisala pod občino Zagorje ob Savi. Rekonstrukcija ceste, kolesarska steza, potem gasilski poligon, ki ga bo gradila Gasilska zveza in ga je že pričela v teh dneh, ki bo srednjoslovenski poligon. Potem kamp Stoper oziroma za avtodome pri Europarku. In to so vse stvari, ki dajo eno energijo in meni večkrat pravijo, Matjaž, tebi res lepo v Zagorju, ker imaš takšne ljudi, in vedno pravim, res je, če imaš takšne ljudi, so uspehi zagotovljeni, ker so kritike in tudi velikokrat so upravičene, jih sprejmem, kdo pa ne dela napak pri svojem delu, vsakdo, ampak iz napak se veliko naučimo. Pozitivno pa, kar pravijo, karkoli pa naredite na koncu, Zagorjani so izredno ponosni in to vzamejo za svoje. In jaz vedno pravim, da je Zagorje postalo že blagovna znamka, ki je primerljiva že za blagovnimi svetovnimi znamkami. In biti občanke in občan Zagorja je res danes en velik ponos. Ne zaradi mene ali politika v Zagorju, ampak zaradi energije, ki se je ustvarjala stoletja v naši občini. Večkrat pa pozabljamo na našo starejšo populacijo. Ministrstvo za solidarno prihodnost je v Državni zbor pred kratkim vložilo predlog zakona o dolgotrajni oskrbi, na katerega ste pa vi v Državnem svetu vložili oziroma dali veto. Zakaj? Ja, Državni svet je dal veto na ta zakon. Seveda največ s predpostavko, da ni bil usklajen z ekonomsko-socialnim svetom, da je bil prekratki rok tudi za usklajevanje z ostalimi inštitucijami, kar smo lahko tudi medijsko spremljali. Predvsem tudi ta 1%, ki ne bi šel iz bruto plače, potem 1% iz gospodarstva. In predvsem bila tukaj ta dilema. Jaz sem prepričan, da se bo ta zakon v prihodnosti se še spreminjal. Eno osnovo končno po desetletjih imamo, veliko milijonov evrov smo že dali za same študije. Seveda bo pa čas pokazal, kako, na kakšen način.
Upam in želim si, da ni bilo vse prehitro narejeno. Kdo pa sem jaz tisti, ki bi danes sodil o tem, ampak iz preteklosti lahko vidimo, ampak kot sem rekel, bodo še možnosti po kakšnih popravkih. Najslabše pa bi bilo, da potem spet pride nova vlada in vse zruši in gremo ponovno v zgodbo. In v Sloveniji bi se morali naučiti, da dobre stvari, ne gre kdo jih predlaga, da jih pač vse vlade dolgoročno peljejo v pot vseh generacij. Na koncu tudi politiki smo bili mladi in tudi mi gremo proti starosti in marsikdo mlad misli, da nikoli ne bo starejši, ampak na koncu vsi imamo enako usodo in na tem področju, ki se tudi starostna doba povečuje, vemo, da so pokojnine izredno nizke. Naprimer, mi letno iz proračuna dajemo okrog 600 do 700 tisoč evrov tistim, ki ne morejo plačevati sami oskrbnino v domovih. To zagotavlja občinski proračun kot socialni transfer. To je za okrog 90 občank in občanov iz občine Zagorje ob Savi, ki jih je pa v 19 domovih po celotni Sloveniji. Kajti vemo, da nekateri sami zberejo, drugi nimajo možnosti zaradi prezasedenosti doma na Izlakah, ki tudi izvaja veliko investicijo, seveda veliko težav, kot jih imamo tudi mi včasih z izvajalci, ampak stvari gre tudi na tem področju v pozitivno smer. Tukaj bo predvsem vprašanje, kako, na kakšen način bodo obremenjene lokalne skupnosti, kar se tiče tudi te dolgotrajne oskrbe. In tudi v varstveno-delovni center imamo socialne transferje v občini Zagorje največ, ker je tudi največ jih stanuje v naši občini, tudi zaradi teh stanovanj, ki jih imajo. Ampak veste, jaz vedno pravim, dokler smo socialna občina in izvajaš investicije, je to največja prednost, ki jo imamo v naši občini. In tudi pomoč na domu zagotavljamo 70% iz proračuna, zakonsko bi bilo, je potrebno samo 50% in smo med redkimi občinami, ki največ zagotavljamo iz občinskega proračuna in s tem še polepšujemo to obdobje, ki vemo, da je socialno izredno težko zaradi znanih razlogov, energentov, ogrevanja, čeprav v Zagorju imamo najcenejše ogrevanje. S tem se premalokrat pohvalimo ali pa malo kdo to tudi javno oznani, če si najdražji, potem si vedno v vseh medijih, ampak kot pravim vedno in tudi v svoji mladosti vem, da vsak cent, vsak evro v življenju tudi šteje. Za zaključek pa najinega pogovora pa nekaj besed o prihajajočih prireditvah ob praznovanju občinskega praznika. Katere so prireditve, na katere bi vi, občanke in občane, pa seveda tudi ostale goste, najraje povabili? Prvo bi rekel samo zahvala občankam in občanom občine Zagorje ob Savi, da so mi tudi v tem prvem letu novega mandata stali ob strani, mi dajali energijo. Moram reči, da sem na višku svoje energije po ustvarjalnosti, po idejah in brez njih tudi ne bi bilo teh rezultatov, o katerih smo danes govorili. Mi smo poslali tudi preko 5000 zloženk vsa gospodinjstva v občini Zagorje ob Savi in tudi širše po Sloveniji oznanili naše aktivnosti, dejavnosti. Seveda pravijo, da v Zagorju, kot sem rekel že danes sedaj, da praznujemo 365 dni občinski praznik ali novo leto in res je, da vsak dan mora biti vesel dan. Seveda pa občinski praznik 9. avgust je poseben dan, ko večina je politikov na dopustih Zagorje praznuje in vsak dogodek je pomemben, tako da ne bi posebej katerega izpostavljal.
Predvsem bi pa izpostavil sejo občinskega sveta, kjer bomo podelili županova priznanja, naziv častnega občana in pa tudi zlata priznanja občine Zgornje ob Savi, da so vsi vabljeni v delavski dom. Mi se nismo nikoli zapirali, kjer bo tudi skupina Bipop z našo gospo Ano Praznik, svojo skupino, tako da vsi vabljeni in pa potem noč pred nočjo, Zagorska noč in kot sem rekel, to praznovanje že poteka v naši občini. Samo lahko rečem, da stisk moje roke vsem gledalkam in gledalcem in pa moji Zagorski dolini in če imaš rad občino, potem tudi občanke in občani vračajo tisto, kar rabiš na takšni funkciji. To je pa beseda hvala in tisto, kar slišim, Matjaž, res je lepo živeti v naši prelepi občini, občini Zgornje ob Savi. Gospod župan, najlepša hvala za obisk v našem studiu in pa srečno ob praznovanju občine Zagorje. Hvala tudi vam in srečno praznovanje Zagorje, Zasavje in Slovenije. Drage Zagorjanke, dragi Zagorjani, tudi vam v imenu ekipe televizije ETV želim vse najlepše ob prazniku občine Zagorje in seveda vidimo se v naslednji oddaji Župan pred mikrofonom.